Odprtje današnje pisarne tu v središču mesta je ta, da bo dostopna uporabnikom brez predhodnega naročanja, seveda je pa zaželjeno tudi predhodno naročanje, tako da vse skozi smo dosegljivi, tudi na vseh kontaktih in verjamem, da bo pisarna na tak način dosegla svoj namen. Kaj vse bodo izvedeli lahko tu pri vas? Ja, kot smo omenili, nekaj so ukrepi, kako priti do nižjih porab, kaj lahko sami občani in uporabniki naredijo z manjšimi ali večjimi investicijami. Seveda bomo svetovali tudi, kako priti do nepovratnih sredstev, raznih spodbud. Odprti bomo pa tudi za vsa druga energetska svetovanja. Dejali ste, kako priti do sredstev in boste tudi ljudem pomagali, recimo, ker včasih so ti razpisi zelo zapleteni. Ja, seveda, to je tudi eden izmed namenov, da nudimo res vso podporo, tudi to tehnično, administrativno. Seveda so vabljeni tudi upravniki objektov, z njimi sodelujemo tesno, tako da bomo skupaj, verjamem, da našli pravo pot, da omogočimo ta energetski prehod tudi vseh javnih in tudi zasebnih objektov. Mogoče, kakšne so trenutno možnosti sofinanciranja, na katerem področju največ recimo se da dobiti denarja? Ja, nekaj spodbud je odprtih glede energetskih prenov objektov, tu upravniki poznajo in izkoriščajo te možnosti. Seveda je pa naš namen, da tudi apeliramo na pristojna ministrstva, da bi več sredstev namenili tudi za ta del. Kaj novega v zvezi z daljinskim ogrevanjem, projektom, kaj se da reči? Ja, v bistvu mi nadaljujemo z to preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Predstavili smo osnutek akcijskega načrta, sedaj ga usklajujemo z vsemi deležniki, tako Ministrstvom za infrastrukturo, Evropsko komisijo, z nevladniki smo se sestali, tako da bi radi v začetku naslednjega leta prišli do končnega predloga akcijskega načrta, ki bo potem obravnavan na obeh občinskih svetih, tako v mestni občini Velenje kot v občini Šoštanj, in to bo potem podlaga za nadaljevanje vseh aktivnosti. Hvala. Hvala lepa. To, da zdaj, ko nadaljuješ, termoelektrarna Šoštanj ni problem za vas, ima one plinske. Ja, trenutno ja, z rezervnimi plinskimi. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, spoštovani predstavniki medijev, svetniki, upravniki večstanovanjskih zgradb, predstavniki krajevnih skupnosti, mestnih četrti, projektanti, občani, skratka vsi, ki ste si vzeli čas in ste danes tu z nami na otvoritvi energetske pisarne. Ste se kdaj vprašali, kako bi lahko znižali stroške porabe v svojem domu? Si želite energetske prenove svojega doma in ne veste, kje začeti? Prav zaradi vas, občanov, danes odpiramo to brezplačno energetsko pisarno. Tu boste na enem mestu lahko dobili vse informacije in napotke za energetsko varčno in učinkovito življenje. K besedi vabim velenjskega župana Petra Drmola. Dali so mi rdeč mikrofon. Tako da najprej seveda prijazen pozdrav, hvala lepa vsem prisotnim, da ste prišli. Jaz sem takrat, ko je bila tudi zadnja konferenca, energetska konferenca na temo toplotne oskrbe, tudi povedal in naznanil, da do 15. novembra bo tukaj v mestnem središču tudi odprta tako imenovana energetska pisarna. To danes tudi izpolnjujemo, tako da iskrena hvala seveda sodelavkam in sodelavcem, energetski agenciji, komunalnemu podjetju Velenje, da ste pristopili k temu, in seveda je to prvi korak k temu, da poskušamo javnost osveščati o tem, kaj vse je mogoče narediti, ne kaj moramo, ampak kaj je mogoče narediti v posameznih domovih, zato da znižamo porabo toplotne energije, da konec koncev smo tudi sami okoljsko osveščeni in pa tudi družbeno odgovorni, kajti pred nami je zelena preobrazba daljinskega ogrevanja in vse direktive, vse usmeritve, ki so vezane predvsem na to. Ko greš na nadomestni toplotni vir, seveda moraš najprej opraviti svojo domačo nalogo, tako bom rekel z vidika občinske uprave, kot na drugi strani tudi z vidika občank in občanov, torej da v vseh institucijah, v vseh gospodinstvih, na področju gospodarstva znižamo porabo toplotne energije na tisti minimum, ki je možno za to, da lahko potem tudi zelo učinkovito
predvidevamo alternativne, tako imenovane obnovljive vire energije. Vem, da je seveda občinski upravi veliko lažje, marsikdo pa na tem področju je laik, tudi sam osebno, če bi seveda bil primoran naenkrat energetsko sanirati svoj objekt, bi potreboval strokovno pomoč in z to energetsko pisarno ponujamo našim občankam in občanom in seveda etažnim lastnikom in vsem ostalim partnerjem brezplačno energetsko svetovanje, kjer boste lahko dobili vse informacije, na kakšen način se lotiti energetskih prenov, kako z nekimi minimalnimi ukrepi zmanjšati porabo same energije in seveda, da boste lahko tudi iz prve roke izvedeli, kakšna je pravzaprav razlika med energetsko saniranim in pa energetsko nesaniranim objektom. Tukaj so mogoči veliki prihranki in želimo, da seveda tudi ta energetska pisarna spodbuja vso javnost, vse deležnike k temu, da gremo po tej poti, po drugi strani pa ne samo, da svetujemo kako, imamo tudi pravzaprav nalogo in odgovornost, da poskušamo tudi z svetovanjem na področju pridobivanja nepovratnih sredstev, zato da boste lahko vsi tisti, ki boste seveda se lotili raznoraznih prenov in ukrepov, imeli tudi nepovratna sredstva, finančne podpore, takšne in drugačne. Seveda tudi na mestni občini Velenje bomo poiskali določene mehanizme, s katerimi bomo pomagali občankam in občanom v teh ukrepih in tukaj ne želimo, da bi bila javnost prepuščena samemu sebi, ampak želimo z aktivno vlogo in partnerstvom skupaj graditi prijetno skupnost, predvsem pa se soočiti s tem izzivom, ki je družbeni izziv na celotni ali pa širši regiji. Vemo, da je energetska kriza in da je prav, da smo v Velenju eni izmed prvih, ki smo se, bom rekel, zelo strokovno in pa tudi odgovorno do javnosti lotili tega izziva. Hvala lepa. Peter Dermol, kot je tudi že župan omenil, je pred celotno Šaleško dolino ravno zaradi načrtovanja bližnjega zaprtja velenjskega premogovnika in evropske usmeritve k podnebni nevtralnosti zahtevno obdobje prestrukturiranja. Cilj treh občin, ustanoviteljic in komunalnega podjetja Velenje je tako naslednji. Na področju daljinskega ogrevanja bomo do leta 2030 v celoti izstopili iz premoga in prešli na zelene vire energije. O tem, kako bomo dosegli, pa bo spregovoril direktor komunalnega podjetja Velenje, Gašper Škarja. Ja, lepo pozdravljeni in zahvala tudi v imenu komunalnega podjetja Velenje, da ste se danes odzvali k temu vabilu pri odprtju energetske pisarne. Res je, pred nami je en velik izziv, ki pa smo se ga lotili že kar nekaj časa nazaj in danes so tu že prvi rezultati. Predstavljen je bil osnutek akcijskega načrta, sedaj ga usklajujemo z vsemi deležniki, pristojnimi ministrstvi, Evropsko komisijo, seveda lokalnimi skupnostmi. Imeli smo tudi že prvi sestanek z nevladnimi organizacijami, tako da bo rezultat teh pogovorov usklajen končni plan akcijskega načrta, ki bo potem na koncu obravnavan tudi na obeh občinskih svetih, tako mestne občine Velenje kot občine Šoštanj, in verjamem, da bo to ena prava podlaga za vse naše nadaljnje korake. Kot je bilo že omenjeno, pred nami so trije veliki sklopi preobrazbe. Prvi je energetska obnova daljinskega omrežja, drugi poiskati nove proizvodne vire toplotne energije na obnovljive vire in pa tretji sama energetska obnova vseh objektov, ki so priključeni na daljinski sistem. In ta tretji korak ne bo možno storiti samo v imenu komunalnega podjetja Velenje in lokalnih skupnosti, ampak bomo potrebovali skupno delovanje in verjamem, da je ta energetska pisarna eden izmed prvih korakov k uresničevanju tega cilja. Kajti le skupaj bomo lahko našli in izvajali ukrepe, ki so potrebni, da bomo na koncu zmanjšali samo porabo toplotne energije. Če pogledamo statistično, nekako v Šaleški dolini porabimo skoraj dvakrat več toplotne energije kot primerljivo v ostali Sloveniji in prav gotovo je to eden izmed razlogov, zakaj še posebna skrb v temu segmentu obveščanja. Tukaj boste lahko dobili res prave informacije iz prve roke,
na samem mestu, kaj lahko v kratkem z majhnimi finančnimi sredstvi, kaj lahko naredite na dolgi rok. Tu pa bomo seveda poskušali vam tudi pomagati poiskati določene spodbude oziroma druga nepovratna sredstva. Hotel bi še omeniti to, da bomo res si prizadevali še naprej, spodbujali, pozivali ministrstvo, da bi zagotovili še več sredstev za same energetske obnove objektov, tako v javni lasti, kot pa tudi v zasebni lasti. Tako da danes smo tukaj na enem pomembnem koraku, verjamem, da nam bo skupaj uspelo, zato res vsi skupaj lepo vabljeni, da se te energetske pisarne poslužujete, je v samem središču mesta, kar je bil tudi eden izmed namenov odprtja. Vsekakor pa smo dosegljivi tudi na vseh ostalih kontaktih, tako same lokalne skupnosti, kot tudi komunalno podjetje Velenje. Zahvala še vsem, ki ste omogočili današnje odprtje obema občinama, energetski agenciji Ksena in pa seveda tudi vsem mojim sodelavcem in verjamem, da bo ta energetska pisarna tudi v prihodnje zaživela in da bo uresničila svoj namen. Hvala. Hvala, direktor komunalnega podjetja Velenje, Gašper Škarja. Tako kot je tudi že gospod Škarja rekel, ko se ozremo naokrog, vidimo res veliko več stanovanjskih stavb in dejstvo je, da smo Velenjčani še vedno nekoliko preveč potratni. Ravno zato, ker je v Velenju veliko več stanovanjskih zgradb, blokov, po domače bomo imeli pri doseganju varčne in učinkovitejše rabe energije pomembno vlogo tudi njihovi upravniki. Habit v Velenju, Kopru, Celju in Ljubljani upravlja in skrbi za več kot 30 000 nepremičninskih enot v zasebni ali skupni lasti. K besedi zato vabim Jožico Borovnik iz Habita, ki bo predstavila tudi primer dobre prakse. Pozdravljeni v imenu Habita, lep pozdrav vsem. Bom rekla, kot upravniki zelo podpiramo v bistvu, da se je odprla tale energetska pisarna, saj bo pomoč vsem upravnikom. Mi se že v bistvu več kot 5 let trudimo na tem področju, pridobivamo soglasje etažnih lastnikov in smo v tem času več kot 20 fasad že uspešno sanirali. Za vse fasade smo pridobili tudi nepovratna sredstva ekosklada, kar je zmanjšalo v bistvu potem tudi stroške etažnim lastnikom. Moram povedati v bistvu, da iz primerjav, ko smo delali izolirane hiše in pa tiste, ki so neizolirane, je cirka 20 do 30% nižja poraba zdaj, kar imajo toplotno izolacijo, kar se pozna v bistvu na računih na računih od komunalnega podjetja. Na vseh stavbah smo šli potem tudi v zmanjšanje obračunske moči, kar je potem tudi zmanjšanje fiksnega stroška na položnicah in je to etažnim lastnikom v bistvu zelo v dobro v tem času. Je pa res, da v bistvu ekosklad ima visoke pogoje, potrebno je izolirati stavbe za 16 cm izolacijo, potrebno je naročiti projekt, potrebujejo nadzor. Na podlagi po vseh teh zadev pa potem lahko lastniki pridobijo sredstva. Trenutno imamo probleme z obrestnimi merami, obrestne mere za pridobitev sredstev kredita so pa vsak mesec zdaj višje oziroma tedensko se zvišujejo, tako da to trenutno tudi povzroča trenutne težave na našem področju. Je pa problem v bistvu pač za vsako investicijo je potrebno dobiti večinsko soglasje etažnih lastnikov, kar v Velenju v bistvu glede na ceno ogrevanja je investicija, ki se res povrne v daljšem roku, kot pa nekje, kjer je dražje ogrevanje, ampak to se v bistvu zdaj z vsako podražitvijo tudi izenačuje. Hvala. Hvala lepa, Jožica Borovnik. Zdaj pa, če nas danes že sonce ne greje, naj nas pogreje malo glasbe.
dve Avsenikovi viži, Martinovo polko na začetku in zdaj po trgatvi, to nam je zaigral dijak drugega letnika naše glasbene šole, Jure Hudobreznik. Jure, iskrena hvala. Preden vas povabimo, da se sprehodite po energetski pisarni, no saj ni ravno velika, tako da se bomo morali malo izmenjati, še nekaj pomembnih informacij. Osebno svetovanje bo potekalo že danes na dan otvoritve in sicer do 13. ure, sicer pa vsak ponedeljek dopoldne med 9. in 13. in vsako sredo popoldne od 13. do 17. ure, tako da bomo lahko zajeli v svetovanju čim širši krog ljudi, tistih, ki delajo, upokojencev, mladih. Občanke in občani lahko svetovalce kontaktirajo tudi po elektronski pošti ali po telefonu, tega naštevala ne bom, zakaj, ker tule na tapeti za mano, ki krasi steno te pisarne, vse piše. Morda še podatek, da naročanje ni potrebno. Občani naj pa vendarle seboj na svetovanje prinesejo odrezek položnice za komunalne storitve, za lažjo identifikacijo in svetovanje. Zanje smo danes pripravili tudi simbolična darilca. Vsi sogovorniki so na voljo za morebitne dodatne izjave, sedaj pa prijazno vabljeni na ogled pisarne. Ja. Radnega časa, Ja, tole od spode, je.